V tem izzivu preživetja bomo jedli samo tisto, kar bomo ujeli. Lovili bomo v nekaterih najbolj ekstremnih oceanih in pokrajinah na svetu, da bi našli hrano in preživeli. In ta pustolovščina se začne. Prav zdaj. Pravkar smo pristali, fantje, na enem izmed najbolj norih, nenaseljenih otokov na svetu. In tukaj smo na Maldivih. Trenutno imamo s seboj nekaj domačih lovcev. In na to misijo nismo prenesli nobene hrane. Naš cilj je, da gremo danes z lovci in preverimo, ali lahko ujamemo kaj hrane, ter jo prenesemo nazaj na ta otok za kuhanje. Prav, gremo, fantje! Skočite na čoln in se odpravite proti grebenu. To bo noro, gremo. To je zagotovo eden najbolj norih otokov, na katerih sem bil, fantje. Popolnoma nenaseljen in fantje so nas pobrali. Odpeljali se bomo do norega grebena, fantje. Ne vem, kaj naj pričakujem, ampak tukaj lovijo ogromne pasjozobe tune. In razmišljam si, dokler dobimo hrano in jo prinesemo nazaj na ta otok, bom zadovoljen. Na to odpravo nisem prinesel nobene hrane, zato ne smem razočarati fantov. Upam, da nas danes usmerijo do kakšne ogromne ribe. Ampak ta kraj, to je noro. To je naše izbrano plovilo, zdaj bomo skočili nanj, fantje, in se zapeljali proti obzorju. Res ne vem, kaj naj pričakujem tukaj, nikoli nisem zares potapljal v teh vodah. In te maldivski fantje zdijo se mal nori, stari, lovijo pošastne ribe, tako da me je mal strah. Prijatelj, ti fantje mi zdajle res delajo uslugo. Plavajo do čovna, ta stvar je prava zver. Vidite lahko, imamo nekakšen čovn, sredinsko konzolo, s 300 konjskim donkerjem zadaj. Stvar bo brnela, stari. Težko je zapustiti ta otok, človek, res je čudovit. Že se potim kot ciganski delavec s hipoteko. Se vidite, moram v vodo, grem lovit kakšne ogromne živali. Ti fantje tukaj lovijo ene najboljših rib v oceanu. Katera pa je vaša najljubša riba za jest, fantje? Pasji zob. Wow, in pasji zob. Kaj pa ti, brat? Katera je tvoja? Sam? Wahoo, in pasji zob. Kaj pa rumenoplavuti tun, fant? Pojdi stran, ne bi smel biti tukaj. Mi smo tukaj domačini. Fantje, tam morate imeti nekaj rumenoplavutega tuna. Mislim, za grebenske ribe trenutno. Grebenske ribe so boljše. Kaj pa gropo, a naprimer koralna poster? Ja, to je najboljši. Ja, boljše kot pasji zob. Ne, ni boljši kot. Ne, ni boljše kot pasji zob. Prav, ustavili smo se na prvem mestu, nismo se rabili peljati daleč. Vidite, to je tisti nenaseljeni otok, tam bomo poskušali ujeti pasjega zoba in podobne ribe. Ali kaj bomo poskušali narediti? Ne, potapljali se bomo, jih lovili in jih ujeli. V redu, lovili jih bomo, ne bomo metali, lovili jih bomo. Rad bi vam pokazal orožje, ki ga uporabljamo tukaj. To je 130 cm rolarska puška. Tukaj lahko vidite gumo. Pravzaprav je prednapeta kot sestavljen lok. Potegnemo jo od tukaj pa vse do tukaj nazaj. In to tukaj, to je pravo orožje. Ima 2 zadrževalni bodici na konici. In tudi tukaj imam svoj pasni kolut. Ko nam zmanjka te vrvice tukaj, ki je dolga približno 60 metrov, imam tukaj še dodatnih 60 metrov. In potem se praktično utapljam. Torej, skočimo v vodo, pojdimo loviti velikane. Gremo!
V redu, fantje, pravkar smo prišli in bil je dolg dan potapljanja, fantje niso ujeli ničesar. Tako da bomo kar lačni, ampak ne bomo obupali, kaj ne, fantje? Ne bomo obupali, ja, mislim, da se bomo jutri spet povezali, jutri se bomo spet dobili s fanti in šli loviti drugi dan. Ni šans, da gremo fantje nazaj za praznim čovnom. To se ne bo zgodilo. Danes moramo nekaj uloviti, tako da se vidimo jutri zgodaj zjutraj za drugi dan in držimo pesti, fantje, da bomo ujeli kakšno ribo. Dobro jutro, fantje. Danes je drugi dan. Veste, da smo danes spet tukaj in se bomo odkupili. Ampak poglejte to okolico okoli nas. To je dobesedno raj. Imamo to modro laguno tukaj in ta voda je zagotovo ena najčistejših na svetu. Vsi fantje so spet tukaj in naš načrt za danes je naslednji, fantje. Gremo na lov za pasim tunom in velikimi živalmi. Danes se bomo odkupili. Mislim, da imamo tamle potapljaško točko, kjer bomo skočili v vodo in upajmo, da kaj vidimo. Ampak fantje so rekli, da je to mesto neverjetno. To mora biti ena najčistejših vod na svetu trenutno. Dobesedno lahko vidiš greben tukaj spodi. Poglej to, imamo modro laguno tam zgori. To je noro. Dobesedno nisem jedel od včeraj. Če danes ne ujamemo ribe, bom 2 dni brez hrane. Na to odpravo nismo prinesli nobene hrane in ni možnosti, da danes ne bi ujeli nobene živali. Če bo treba, bomo ustrelil celo pelikana, če ga bo kje. Za večerjo bomo kasneje na plaži pekli pelikana na žaru, ker pelikani niso varni. Dobesedno, deskamo na teh valovih v modro laguno. To je noro, človek. O, moj bog. To so verjetno ene izmed najbolj norih razmer, kar sem jih kdaj videl v življenju. Smo v modri laguni. O, človek. O, človek, to je noro. Veš, včasih se samo ozreš naokoli in vse skupaj se zdi kot sanje, človek. Mislim, kaj za vraga? Poglej naju. O, moj bog. Nekaj je na tej modri vodi, brat. Preprosto me osrečuje. Mislim, da je to ena izmed najbolj bistrih voda, kar sem jih kdaj videl v življenju. Poglej, ribe lahko dobesedno vidiš. Poglej ribe. Kaj? To je noro. Poglej to, imamo velike koralne glave. V redu, vzel sem si masko, mislim, da je sploh ne potrebujem, dejansko lahko stvari opazim kar s čovna, ampak vseeno bomo skočili noter in si malo gledali, ker je to noro, človek. Juhu, gremo! Fantje so mi dali puško, ker sem pravkar opazil nekaj rib na tej plovki tukaj. Torej, pejmo pogledat, kaj je tam spodi. Gremo. O, moj bog, človek. Fantje, tam je dobesedno globoko, približno 1 meter in ribe so povsod. Poglej to, to je čudovita poteza. Običajno so to ene najtežje živali za ujeti, ampak moraš žagati tam spodaj. Bil sem nor človek. Tam spodaj so dobesedno povsod. Torej, kar bom morda naredil je, da tega vržem na čoln, to bo hrana za kasneje. Bomo videli, kaj je še tam spodaj. Gremo. Ta kraj je kot prekleti akvarij. To je noro. Prav, fantje, tukaj sem dobesedno navdušen nad svojo ribo. To je velikooka orda. In ti fantje tukaj pravijo, da si rekel, da je to najlažja riba za ujeti na Maldivih, a? Ja. Rekel je, da je to najlažja riba za ujeti tukaj. V Avstraliji, fantje, morate običajno loviti 20-30 metrov globoko, da ujamete te ribe. In dobesedno, povsod, tam spodi, samo sedijo. To je noro. Samo skočil bom noter in pogledal, če je tam še kaj norga, ker ste videli. To je res noro. Prav, gremo. Globoko je približno 1 meter. Modra laguna.
Človek, poglejte tole tukaj, fantje. Dobesedno smo skočili v modro laguno in dobili hrano. To tukaj, fantje, je tisto, čemur pravijo rdeči cipel. Poglejte, kako je ta stvar videti jezna. V Avstraliji temu pravimo rdeči brancin in niso ravno iskani, ker vsebujejo nekakšen strup. Ampak tukaj, za Maldivice, je to njihova najljubša ali ena najljubših rib. Torej, dobili smo tega frajerja tukaj, zadeva je res dobra, človek. In poleg tega smo dobili še to ribo. To je tisto, čemur pravimo veliki morski oreda ali mus. Lahko vidite, zakaj ima tako ogromno oko tukaj. In to je ena najtežjih rib za loviti v Avstraliji. Ampak očitno so tukaj najlažje za uloviti. Tako da smo navdušeni, zgrabili bomo vso opremo, odpravili se bomo proti obzorju in videli, če lahko mogoče ulovimo večjo ribo, kaj večjega. Gremo, človek. Ta kraj je dobesedno raj. V redu, dan za počitek. Zdaj gremo proti obzorju, poglejmo, če lahko ulovimo večjo ribo. Mislim, da zdaj lovimo pasjezobega tuna. Držimo pesti, da se ne utopim. Gremo. Nekaj fantov na čovnu je povedalo nekaj stvari. Prva stvar, očitno so tukaj veliki morski psi. In še, poglej tole. To je dobesedno tisto, kar uporabljamo, da ustavimo te ribe, te velike boje. Mislim, da bomo vsak uporabljali približno 3 take. Očitno jih tukaj ujamejo tudi do 70-80 kg. Ni šans, da jih ustavim. Te boje so... Ravno kar bom skočil v vodo in pogledal njenega sina. Bu, kaj so to? Kaj so to, draga? To je nekaj novega. Pozabil je svoje kratke hlače na čovnu. Poskušal bo ustreliti psa zobatega tuna v kavbojkah, stari. Če mu to uspe, prisežem, to je svetovni prvenec. To je dobesedno tam, kjer so vse ribe, pod to veliko jato rib. V redu, pripravimo se, gremo. Opremljen, čas je za boj, pes zobati tun. Hvala, brat. Ta vidljivost, človek. Imamo psa. Juhu! Izvoli, brat. Juhu! Tako je, fant. Ja. Ja, brat, najlepša hvala. To je še čisto majhen mladiček, ampak vidite, da je to pasjezobi tun. Poglejte te zobe tukaj. Wow! To je prvi pasjezobi tun, ki sem ga kdaj ujel. On je še čist majhen mladiček, človek. Ampak, navdušen sem. Ja.
Dobili smo pasje zobe tune, zaradi tega smo prišli sem. To je čudovita riba. Zdaj bomo naredili tole, sonce zahaja za obzorjem. Zapeljali bomo do otoka, odrezali nekaj zrezkov tega lepoca in jih spekli nad ognjem. Naša navdušenost je na vrhuncu. Ja! Dobili smo pasje zobega tuna, prijatelj. Poglej to pošast. Prav, gremo na otok. Pripravili bomo tega tunina, prijatelj. Poglej ta sončni zahod. Tako sem lačen trenutno. Res, nisem jedel že več kot 30 ur človek, zadnja 2 dni. Prav, fantje, pravkar smo pristali na tem nenaseljenem otoku. Tukaj imamo tuna v roki. Kar bomo naredili, je to, da bomo zakurali ogenj in dali to peč, preden zgubimo vso svetlobo. Človek, tako sem navdušen zdajle. Gremo, juhu! Zato živimo, človek. Juhu! In res ni nič boljšega, kot ko se načrt izide. Poglej tole. Trenutno smo na tem nenaseljenem otoku, poglejmo našo ribo. Vidite, dobili smo svojega pasje zobega tuna, dobili smo rdečega brancina, ki smo ga danes ujeli, oziroma rdečega sneperja in tudi tega čudovitega losa. V redu, načrt napada je, da hitro izgubljamo svetlobo. Zato bomo šli nabrati nekaj majhnih vejic, trsk. Zakurali bomo ogenj, to bo epsko. Gremo. V redu, vidite, lahko vse te stvari tukaj. To je zelo lahko in suho, to lahko uporabimo. V redu, samo sprehodili se bomo po tej plaži in poiskali nekaj lesa, na katerem lahko kuhamo. Naredi kurišče. Daj nekaj netiva noter, pripravljeno je. Poglej ta razgled na sončni zahod. V redu, to je popolno. Zberi celo kupico tega lesa, to bomo vrgali v našo kurišče. Tukaj imamo nekaj lesa, imamo netivo, majhne palčke. Poglej, kako je bolan, pravkar sem ga našel na tej mali plaži. Dejno, prijatelj, poglej, kako je srčkan. Hej, prijatelj, poglej tega malega raksa samotarja, človek. Res je pravi lepotec. V redu, nočem ga preveč motiti, izvoli, prijatelj. V redu, zakuril bomo ogenj. Skoraj smo že nabrali ves les, ki ga potrebujemo. Prav, fantje, nabrali smo cel kup dračja. Tukaj lahko vidite, imamo svojo ribo, imamo svojega orjaškega tuna pasjega zobca in tukaj imamo tudi svojega rdečega lucijana. Sonce zahaja na obzorju. Zdaj bomo zakurili in dali vse na ogenj. Tako sem lačen. Prežgimo, gremo. Ogenj gori, samo še lepo ga moramo zametiti. Tukaj imamo nekaj majhnih vejic, ki smo jih nabrali. Dajmo to na ogenj, človek. Tukaj imamo svojo ribo. Fantje mečejo nekaj drv na ogenj. Imamo prave legende, fantje, danes ste mi pomagali ujeti res nore ribe. Hvala, fantje! Imamo tuno pasjega zoba. Sonce zahaja za obzorjem. Poglejte to. Juhu! Prav, verjetno bi morali to malo pomakniti nazaj. Ta riba se bo skuhala, to bomo vzeli. Imamo ribo tukaj, primite tistega tuna, to moramo hitro sprati. V redu, fantje, ogenj že gori v ozadju, tukaj lahko vidite našo čudovito tuno pasjega zoba. Samo eno stvar lahko naredimo in to je, da odrežemo nekaj zrezkov z tega lepoca. Tukaj imam ta nož. Kaj želim narediti je, da najdem točno tam, kjer hočem. Wow, ta ogenj že peče, človek. Ker tukaj bom zarezal v meso pri repu, tudi z te tune bom odrezal nekaj zrezkov. Grem čist do konca dol. Zasukaj mal. Poglej to meso tam v tej ribi. To je neverjetno. Prav. Zdaj bomo odrezali nekaj zrezkov z tega modela. Tunini, zrezki na plaži s fanti. Ne more biti veliko boljše od tega. Fantje, to je res neverjetno. Poglejte to tunino meso zdaj. Ogenj že gori, dal bomo te zrezke na žar. Tako sem lačen. To bo tako dobro. Poglejte to. Tukaj imamo naše tunine zrezke in te zelene palčke. Kar bomo naredili je, da jih bomo preprosto nataknili nanje. Takole. In vidite, imamo naše tunine zrezke. Zdaj jih bomo dali na ogenj. Počasi se bodo pekli. Prav tako. To je popolno, veste, danes smo res ujeli ogromno rib, tukaj imamo tuno, imamo pa tudi drugo ribo, ki jo bomo podarili domačinom na otoku. Ampak zdaj lahko vidite fante, ki ravno pečejo te tunine zrezke. Človek, res sem navdušen nad tem. Sveža tuna pasjega zoba, ta riba je plavala še pol ure nazaj. To bo res nekaj posebenega. Poglejte, kako se počasi peče. Danes bo eden najboljših dni sploh. Vidite, kako se naši tunini zrezki lepo pečejo. Poglejte, kako dobro to izgleda. Moj bog, človek.
tunini zrezki. Tako sem lačen. Prav, lokalci so tukaj. Misliš, da je pasji zob tvoj najljubši brat? Ja, On misli tako. moja najljubša riba. Tvoja najljubša. Ja, V redu, pasji zob je njegov najljubši. Komaj čakam, da to poskusim. Danes imamo enega najboljših dni sploh. Dejansko se tukaj sproščamo na nenaseljenem otoku. Zato živimo, ja! Poglejte to, fantje! Dejansko samo odrežem kos mesa, naravno z tega repa, imam kos tune. Vidite, to je praktično najboljši suši na svetu. Poskusimo. To je neverjetno, človek. To bi lahko jedel ves dan. Mal sojne omake pa limete, pa je bilo to 210. To je tako dobro. Zrezki tune na tem nenaseljenem otoku, prijatelj. Zato živimo. Ampak mislim, da so naši zrezki tukaj že skoraj pripravljeni. Riba se je kuhala približno 10 minut. In ogenj me že opeka. Odstavili jo bomo. Postavili jo bomo kar tukaj dol. To je trenutno res kot iz san, fantje. Poglejte to. Vzel bom velik kos tega stejka. Poglejte to. Prav, poskusimo. Pasja tuna. Ta riba je plavala pred 10 minutami. To je zagotovo ena najboljših rib, kar sem jih kdaj jedel. Moj bog. Dajmo, fantje. Prav, fantje, lotil se bom te pasje tune. To je zagotovo ena najbolj norih dogodivščin, na kateri smo bili. Ne morem verjeti, da smo končno ujeli pasjo tuno. Če želite doživeti kaj podobnega, bom pustil povezavo v opisu videa. Lahko se pridružite fantom iz Spir Maldives. Oni so res legende in lovijo pasjo tuno tako kot jaz na Maldivih. Vse vas vam zelo rad in se vidimo na naslednji divji dogodivščini. Ne pozabite všečkati in se naročiti. Šihu!